Na Brenju so preteklo soboto slovesno krstili novo gasilsko vozilo. S pomembno pridobitvijo bo prostovoljno gasilsko društvo Zgornja Bistrica zagotovilo še večjo varnost in boljše pogoje za delovanje gasilcev. Pomembno pridobitev je predstavil predsednik PGD Zgornja Bistrica Božidar Veber. Danes je pomemben dogodek za naše društvo. Saj bomo prevzeli in poslovili naše novo vozilo. V letu 2022 smo v društvu sklenili, da gremo v nakup novega vozila. Ideje so bile različne, vendar smo se odločili za cisterno, ki lahko prevaža več vode. Konec leta 2022 smo tako že naročili podvozje pri podjetju MAN, saj dobava vozila traja 1 leto. S podjetjem Rosenbauer smo podpisali pogodbo za izdelavo nadgradnje. V novembru 2023 smo iz Ljubljane pripeljali podvozje. Pred gasilskim domom smo pripravili manjši sprejem. Drugi dan je že odšlo v radbeno vozilo, saj je pričela nadgradnja. In prišel je dan 19.4.2024, ko smo domov pripeljali novo vozilo GVC-2. Na kratko bom opisal vozilo. Tip izdelave gasilskega vozila je GVC-2. Znamka podvozja in šasije je MAN TGM 18320 4x4. Vozilo prejme 6000 litrov vode in 200 litrov penila. Ima še boljše možnosti za učinkovito posredovanje v primeru požarov, naravnih nesreč ali drugih nujnih situacij, ko je potrebna naša pomoč. Posebej je nova cisterna ključna ob sočasnih tehničnih intervencijah in neugodnih vremenskih razmerah, torej, ko je potrebno posredovanje na več lokacijah hkrati. V takšnih primerih lahko sodeluje kot samostojna enota, saj ima široko paleto opreme, ki nam omogoča hitro in učinkovito delo. Z vozilom lahko na kraj požara dostavimo tudi različno tehnično reševalno opremo in skupino 3 gasilcev. Najprej bi se zahvalil vsem članom društva, ki so s svojim delom doprinesli, da je prišlo do nakupa tega vozila. V imenu prostovoljnega gasilskega društva Zgornja Bistrica pa se iskreno zahvaljujem tudi donatorjem, ki ste prispevali za novo vozilo, in končujem z mislijo: brez vas ne bi bilo nas. Na pomoč. Zbrane je nagovoril tudi župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. Mi se v zadnjih letih srečujemo z vedno bolj zahtevnimi stanji na področju naravnih nesreč, tudi vse ostale intervencije so vedno bolj zahtevne, tudi v tehničnem smislu, in vse to za sabo zahteva nenehna izobraževanja, dodatna usposabljanja, zahteva pa seveda tudi sodobno in vedno bolj sodobno opremo. Zato smo se tudi gasilci dogovorili za ta cikl opreme, dobave sodobnejše opreme. V ta cikl vse sodi tudi obnova in zamenjava avtomobilskega parka. Iz tega naslova seveda tudi z veliko pomočjo domačega gasilskega društva je podeljeno tudi to vozilo, ki je danes tu pred vami. Tako da jaz seveda verjamem, da boste, kot je že bilo povedano, lahko torej s to novo pridobitvijo še bolj uspešno pomagali v nesrečah, vemo, da se pač teh žal ne da ubiti. Verjamem tudi, da boste tudi sicer namen uporabljali to vozilo za številne druge namene, predvsem za usposabljanje in za vse ostalo. Jaz bi to priložnost izkoristil tudi za to, da bi se gasilkam in gasilcem Zgornje Bistrice, kakor tudi vsem ostalim, zahvalil in izrekel vso priznanje za vso upravljanje delo v tem in vseh preteklih letih, takrat, ko je bilo potrebno pomagati, pa ne samo takrat, ko se srečujemo z intervencijami. Jaz vedno trdim, da so gasilci pravzaprav pri nas faktorica civilne zaščite, ampak tudi sicerstvi našega življenja v našem okolju, pravzaprav brez gasilcev ne znamo zamisliti. Vedno, kadarkoli so v kakih dogodkih, pač povabimo tudi in pokličejo pravzaprav na pomoč. Torej še enkrat iskrena hvala. Torej še enkrat čestitam za to pridobitev. Želim vam, da bi vse to vozilo
bilo potrebno čim manjkrat uporabiti v nesrečah, da pa seveda naj služi svojemu namenu. Predvsem pa seveda želim varno uporabo torej tudi tega vozila in vse dobro v prihodnje.